Živijo, Blaž. Zdravo, Matej. Kako si? Dobro, sicer rahlo neprespan od dvoboja med McGregorjem in Mayweatherjem, ki sem ga gledal po noči in ki se je začel še kasneje oziroma še bolj zgodaj, kot sem pričakoval, ampak tale kava, močna kava, ki sva jo pravkar spila, me bo zbistrila in me je pravzaprav že zbistrila, zato sem pripravljen za delo in kaj je delo tokratnega podcasta, kaj bo topika tokratnega podcasta. Čas za Eurobasket se nezadržno bliža, še nekaj dni pravzaprav do začetka Eurobasketa, ki se začne že v četrtek. Tale najin Eurobasket vodič, serijo podcastov sva začela pred dobrim mesecem in moram reči, da je ta mesec izjemno hitro minil, res je čas hitro minil in tukaj je že čas za morda enega izmed prelomnih Eurobasketov za našo reprezentanco, vendar seveda o tem več kasneje. Tukaj je namreč čas za zadnjo epizodo Eurobasket vodiča oziroma vodiča k Eurobasketu pred začetkom samega Eurobasketa, seveda. Vodiče bova snemala tudi, ko se začne Eurobasket in takrat bova tudi bolj pogosto izdajala krajše podcaste, analize tekem naše reprezentance. Te analize bova skušala objaviti takoj po samih tekmah oziroma čim prej po samem zaključku tekem, sicer tehnično še nisva tega povsem uskladila, vendar bova z Blažem v vsakem primeru poskrbela, da bo na naši strani sportinfo.si in seveda vseh spremljevalnih družbenih omrežjih na voljo več kot dovolj novic in seveda tudi vseh zanimivosti iz letošnjega Eurobasketa, rezultatov, analiz, vsega, kar vas bo zanimalo, boste lahko našli na naši strani in na spremljevalnih družbenih omrežjih. In zato morda, Blaž, kar na hitro, takoj na začetku, katera so ta družbena omrežja, kje je stran in kdaj bo stran seveda začela delovati, Blaž? Tako, ja, spletna stran sportinfo.si bo v novem, svežem sijaju zaživela do Eurobasketa, po vsej verjetnosti v sredo. In seveda najdete na socialnih omrežjih, tako kot si že Matej omenil, na NBA Slovenija, na Facebooku, kjer vedno najdete kakšne novice iz lige NBA, videoposnetke, kot seveda tudi sedaj novice iz Eurobasketa in pa na Twitterju sportinfo.si, kjer nam na privat velikokrat pošljete kakšno sporočilo, kakšno pohvalo, kakšno kritiko, kakšno vprašanje, tako da se rada pogovarjava z vami. Morda bi pa sedaj, preden zaključiva ta uvod, le še povedala, kaj bojo točno teme današnjega podcasta. Ja, kot sem dejal, v tokratnem podcastu seveda napoved favoritov prvenstva, napoved zmožnosti naše reprezentance, česa je sposobna ta selekcija, je čas za medaljo, zdaj ali nikoli, je res reprezentanca v tej selekciji. Seveda tudi kaj pomenijo, morda se bova malce zazrla proti prihodnosti in poskušala povedati, kaj bodo pomenile za našo reprezentanco vse te napovedane upokojitve, tudi Gorana Dragića in Vidmarja, ali bo Randolph tudi naprej sodeloval z reprezentanco. Tudi tega se bova malce dotaknila, vendar predvsem seveda prihajajočega Eurobasketa in seveda tega, kakšnih možnosti ima naša reprezentanca na tem Eurobasketu. Vsem tem več čez nekaj trenutkov. Ja, Blaž, mogoče se lahko za začetek samo dotakneva še te tekme proti Hrvaški v ljubljanskih Stožicah, v nabito polnih razprodanih Stožicah, ki že lep čas niso bile tako polne in Jaz sem mislil, da tiste v petek, ko je bila zaprta za javnost. Sem mislil, da tisto misliš, tista zadnja tekma. Ne, tisto tekmo večer pred to zadnjo. Ne vem, če ta zadnja sploh je tudi potekala v Stožicah ali ne. Ja, potekala v Stožicah. Tudi v Stožicah, vendar
rezultati tiste skrivajo bolj kot verjetno naša varnostna agencija svoje skrivnosti. Ali pa Trump kode za nuklearne bombe. A ne, mislim, da on tega ne skriva preveč. Mislim, da to pove vsakemu Rusu, če vpraša. Vendar ja, ta prva tekma, zadnja tekma pravzaprav, prva izmed dveh zadnjih pripravljalnih tekem, vendar tista zadnja, res pomembna, tista za zaprtimi vrati je potekala sicer s pravimi sodniki, vendar po vsem spremenjenih postavah. Pri nas niso igrali nosilci veliko časa, tudi pri Hrvatih so tisti najpomembnejši igralci igrali zelo malo časa. Pri teh je najbolj pomembno na takih tekmah, da ostanejo zdravi. Niso igrali na polno, na vso moč. Trenera sta poskušala različne rotacije, tudi menjav je bilo več dovoljnih, več osebnih napak, niti niso uradna pravila spoštovali, tako da tekma niti ni bila vknjižena v uradno statistiko, ki jo FIBA vodi za te pripravljalne tekme. Tako da seveda je to tekma, ki bi jo lahko označili samo za tekmo, trening tekmo oziroma bolj trening kot samo tekmo. Vendar v vsakem primeru pa moramo nekaj besed nameniti tisti tekmi pred to, s katero si me sedaj poskušal zmesti. Tista zadnja resnično prava pripravljalna tekma, povratna tekma, prva proti Hrvatom je bila v Opatiji pred njihovimi sodniki, ta povratna pred našimi sodniki to sem želel reči, ja, nabito polnih stožicah, ki so na nek način tudi pokazale, ne samo Ljubljana, Slovenija, da je žejna, lačna, pošteno lačna dobrega basketa, dobre košarke in da dobra košarka lahko vedno napolni, zlahka privabi 13,000 gledalcev in da se takrat, ko je dobra košarka na ogled v Ljubljani ali morda tudi kje druge po Sloveniji, da so stožice celo premajhne, ne, da 13,000 sedežev ni dovolj. In vendar to je seveda tema za kakšen drugi podcast, ki jo bo zagotovo vzela pod drobnogled v prihodnosti, v kakšnem podcastu, ko se bo posvetila slovenski ligi. To, da tokrat seveda tiste bolj svetle, bolj vesele stvari upajmo, vsaj za enkrat, vendar zagotovo v primerjavi z stanjem v naši ligi, v slovenski ligi, v slovenski klubski košarki je seveda reprezentanca še vedno svetlobna reta pred stanjem v naši klubski košarki in tudi to se bo čez nekaj časa začelo bolj nazorno slikati v reprezentanci, v selekciji reprezentance. Zaenkrat pa še ta reprezentanca premore zvezdnike svetovnega kova, enega tudi naturaliziranega, vendar tudi tiste domače, v navednicah seveda, Dragića in Dončića in nekaj zelo dobrih igralcev, ki sicer v klubih nižjega, ne tistega najvišjega evropskega kakovostnega razreda, vendar še vedno v renomiranih evropskih klubih igrajo pomembne vloge. Tako da morda, Blaž, da ne bom preveč časa zgubljal z tem orisom celotne situacije, konkretno v tej tekmi, tvoje mnenje? Ta tekma s Hrvati je dejansko pokazala ves potencial te naše slovenske reprezentance. Pokazala je sicer ne prvi polčas, drugi polčas, tako da se vem, da ne bo domislil, da ocenjujem kot celotno tekmo kot zelo dobro, ampak drugi polčas, predvsem tista tretja četrtina je pokazala, da lahko Slovenci dejansko premagajo marsikoga oziroma ne marsikoga, kogarkoli. Dejansko pokazali so voljo, željo v obrambi, pokazali so enako tudi na drugi strani v napadu. Predvsem v napadu so igrali poletno. Spomnim se, ne vem, se verjetno tudi ti spomniš tiste akcije, ko je Dragić podal za hrbtom do Vidmarja, ta je podal potem direkt pod koš Muriću, ki je na to zadev na drugi obroč. Skratka, igrali so poletno, igrali so dobro. Vendar pa ponovno ne moremo tudi mimo negativnih stvari. Negativne stvari so, tako kot že na vseh prejšnjih tekmah, obramba trojk in pa naše trojke. Slovenija je dejansko na tekmi zadela le 3 trojke iz 24 poskusov, kar je katastrofalno, kar pomeni, da če bomo podobno metali na evropskem prvenstvu, se bojo nasprotne ekipe le zgostile pod obročem v raketi, naši igralci ne bodo mogli prodirati iz zunanjih položajev, ne bojo zadevali in takoj bo tekma na tak način izgubljena. Po drugi strani pa se je pokazalo tudi, da ponovno imamo težave z branjenjem trojk, kajti Hrvati so nam dali mislim, da 10, 11 trojk, 12 trojk celo sedaj gledam,
kar je absolutno preveč za reprezentanco, ki napada medaljo. Ampak v vsakem primeru mislim, da je bila to tekma, tako kot smo midva že napovedala v prejšnjem podcastu, smo napovedala, da bo ta tekma tista tekma, kjer bomo videli prvi pravi ali pa vsaj delček tistega pravega obraza slovenske reprezentance in sam osebno mislim, da smo to dobili in se lahko upravičeno veselimo evropskega prvenstva, ki se pač začne čez nekaj dni. Tvoja ocena? Ja, dejal si tisti pravi obraz slovenske reprezentance, predvsem sva dejala, da bomo videli na teh tekmah, na tej tekmi tisti pravi obraz Gorana Dragića, morda tudi Randolfa, ki še vedno ni ujel tiste prave forme. Dragić na drugi strani je vsaj glede na svojo predstavo na tej zadnji tekmi, kjer če sva recimo opazno dejala, da je morda priprave začel tam nekje z 20 do 30%, ko smo poskušali oceniti, koliko je dejal na tistih uvodnih pripravljalnih tekmah proti Češki in Madžarski. Je seveda izkušeni veteran, 31-letni veteran, si zastavil te priprave načrtno, stopnjeval formo in pokazal, da ja, ko igra Goran Dragić na polno, ko igra na vso moč, je nedvomno v tem trenutku najboljši organizator Evrope. Mislim, da v tem trenutku Evropa ne premore boljšega igralca na tem položaju, je tudi eden izmed najboljših Evropejcev, trenutno seveda, vendar to je že malce bolj subjektivna in delikatna ocena, vendar mislim, da kar se tiče pa trenutno, še posebej, če vzamemo samo organizatorje, ki bodo nastopali na tem Eurobasketu ob odsotnosti Teodosića in še mnogih drugih igralcev, bo ta konkurenca seveda precej slabša in Goran Dragić bo moral na tem evropskem prvenstvu pokazati tako igro, kot jo je kazal na najboljših tekmah lansko sezono, v zadnjih sezonah, in če bo prikazal tako igro, bo najboljši organizator prvenstva, morda pa tudi najboljši igralec prvenstva. In s takim Dragićem lahko Slovenija daleč pride. Seveda tukaj sta še, sedaj ga izpostavljam predvsem zaradi tega, ker sva se o njem seveda govorila že v prejšnjih podcastih in sva predvsem seveda skušala oceniti, kakšen interes, voljo in željo še ima Goran Dragić do igre z reprezentanco. Sam je povedal, da se že poslavlja, tudi na družbenih omrežjih po tekmi s Hrvaško v Ljubljani objavil čustveno sporočilo navijačem, na neki način neke vrste poslovilno pismo. Na drugi strani je seveda Zoki, njegov mlajši brat, vedno po vsaki Goranovi izjavi, da se poslavlja v medijih, da izjavo, da bo on še vedno prepričal brata. Tako da morda je tudi prav, da ostane še malce te negotovosti za prihodnost, ker tudi seveda še ne moremo ocenjevati, podati neke končne ocene v nekem širši sliki igre Gorana Dragića za Slovenijo. V vsakem primeru je to naš najboljši igralec, ki morda, in to je neka tema tudi za enega izmed prihodnjih podcastov, ki morda je imel to nesrečo, da je v najboljših letih on bil ravno takrat, ko je Slovenija šla skozi neko določeno generacijsko luknjo, kvalitetno luknjo, ko so prihajali v reprezentanco neki novi igralci, ki pa niso še imeli izkušenj, in ko so tisti zvezdniki, seveda iz preteklih, izpred 3, 4, 5, 6 let, ki je slovenska reprezentanca imela po imenih morda celo najmočnejšo selekcijo vseh časov, seveda ni potrebno zdaj naštevati vseh od Nahbarja, Nesterovića, Smodiša, Lakovića in vseh legend naprej, seveda Lorbka, za katerega so njega in nas seveda poškodbe prikrajšale, nas morda za kakšno njegovo podobno predstavo in medaljo, njega seveda za najboljša leta kariere. Tako da ja, Dragić je eden izmed teh igralcev, ki morda del te, ne bom seveda temu rekel izgubljena generacija, vendar če se sedaj poslavlja, potem je dejansko tiste najboljše predstave on kazal takrat, ko ni imel v reprezentanci nikogar, ki bi mu lahko sledil. Njegov brat Zoran je bil naš drugi najboljši igralec na zadnjih 2, recimo temu, prvenstvih, na zadnjih 3 reprezentančnih akcijah, če štejemo še lanske kvalifikacije. Njega bomo pogrešali, tudi o tem sva seveda govorila, o obrambi in težavah z obrambo in zakaj bo Zoran eden izmed igralcev, ki ga bomo močno pogrešali, vendar Goran je
dal veliko in koliko bova seveda ocenila po prvenstvu, če je to njegovo zadnje prvenstvo, če se ne bo poslovil z medaljo, bo zagotovo ostal nek grenak priokus, ja, pri celotni zadevi, vendar da se vrnem na seveda tekmo proti Hrvaški, tam je dokazal, da on bo na Evropskem, če bo igral tako, kot je igral proti Hrvaški, in verjamem, da bo igral še malce bolje, pričakujem še njegovo igro še za razred višjo, še predstavo višje, to vsekakor pričakujem in tega je sposoben. Predvsem pričakujeva oba njegove trojke. In njegove trojke, to si pa že omenil, težave naše s trojkami in na drugi strani naše težave z branjenjem trojk. Tudi to je recimo se videlo, predvsem v obrambi, v prvem polčasu proti Hrvaški, recimo omenil si dobro obrambo na tej tekmi proti Hrvaški, vendar dobra obramba je bila samo v drugem polčasu, del drugega polčasa, ko so prikazali, da lahko s presingom čez celotno igrišče že na Hrvaški, že na polovici nasprotnika, s presing obrambo, agresivnim podvajanjem, visokim podvajanjem igralcev, tudi z hitrimi rotacijami, kjer igralci nasprotnega moštva niso prihajali do tako neoviranih metov, kot so seveda Hrvati prihajali v prvem polčasu. Vse to so stvari in tudi Goran je potem v izjavi po tekmi dejal, da on je tisti prvi, ki ga vsi gledajo v hrbet in on mora začeti z agresivno obrambo in on bo. Zato sem tudi začel z Goranom in zato mislim, da je prav, da v njemu, glede na to, da sva ga tudi bila kritična, recimo, ne kritična, vendar da sva realno ocenjevala, da tisto je pač seveda v pripravah ni bilo še to, kar bomo dejansko lahko od njega videli. Sedaj smo videli proti Hrvaški recimo Gorana na 80%. Ja, in če bomo ga, to jaz za tem vsekakor stojim, da če bo Goran prikazal najboljše igre, kot jih je sposoben, v tem primeru se nam ni treba bati recimo na tem oslabljenem Eurobasketu, ker bo manjkalo toliko favoritov, ne favoritov, vendar dobrih igralcev. Pri favoritih mislim, da... Recimo zdaj zadnja novica je tudi, da verjetno Kalinić pri Srbiji izpušča Evropsko, ni še dokončno, vendar po vsej verjetnosti bo tudi Kalinić izpustil Evropsko prvenstvo zaradi težav s hrbtom. Tako da dejansko, ja, in ravno te poškodbe recimo tudi širijo krog favoritov za medalje, kamor bo spadala seveda tudi Slovenija, ampak o tem bova povedala nekoliko kasneje, ja. Zdaj se vrneva nazaj na to tekmo. Recimo, kako je tebe recimo na tej pred polnimi stožicami in tako naprej, smo lahko videli ta dvoboj med Čarićem in Dončićem, da se ga še nekoliko njega dotakneva, se ti je zdelo, da sta bila kolikor toliko enakovredna, govorim samo zaradi primerjave, glede na to, da Luka gre naslednje leto v NBA in sta imela podobno dobro tekmo. Ja, oba sta bila med boljšimi v svojih, tisto tekmo verjetno Goran najboljši igralec slovenske reprezentance, vendar je tudi Luka imel tudi tisto tekmo recimo enega izmed višjih statističnih indeksov oziroma višji statistični indeks. In to seveda predvsem je šlo na račun kar 13 skokov, ki jih je ujel, zraven tega podal še 5 podaj in ukradel 5 žog. Ni bil pa tako primeten delno tudi seveda zaradi bolj agresivne obrambe, ki jo bo deležen tudi na samem Eurobasketu. In to je tisto, recimo, kar sva midva poudarjala že skozi celoten pripravljalni ciklus, da Goran bo vendarle, da tisto, kar gledamo na pripravljalnih tekmah, igre, ki jih Luka kaže na teh pripravljalnih tekmah, so odlične, vendar bodo na Eurobasketu obrambe precej bolj skoncentrirane nanj in ne bo prihajati do take količine, do takega števila neoviranih metov, kot je prihajal morda na teh pripravljalnih tekmah. Zato in ta tekma proti Hrvaški je bila recimo že ena izmed teh tekem, kjer so ga bolj agresivno pokrivali v obrambi. Že spet je recimo on bil bitko z Bogdanovićem, on je pokrival Bogdanovića, Bogdanović njega pri Hrvatih. In tudi tudi Luka je na tisti tekmi, recimo, če sva bila ravno prejšnji podcast, sva namenila vsem težavam slovenske reprezentance, lahko vas še enkrat povabim, da si ga poslušate, če si ga še niste. In sva seveda spregovorila o obrambi Luke, o Goranovih trojkah, o vseh pomanjkljivostih, tudi moštvenih težavah, ki nas starejo, ki so nas
pestile skozi to pripravljalno obdobje. In Luka Dončić je vsekakor igralec, ki bo nesporno dokazal na teh pripravah, da bo že sedaj tudi te dvoboji z vsemi temi NBA igralci, ne samo na zadnji pripravljalni tekmi proti Bogdanoviću, tudi proti Šariću sta imela tudi kakšne neposredne dvoboje, da sta se morda prevzela v obrambi, prišlo do prevzemanja, do rotacij. Je dokazal, da je igralec, katerega prihodnost je v NBA ligi. Tukaj ni nobenega dvoma. Mislim, da on je samo dodatno potrjuje to iz tekme v tekmo. Vendar tisto, kar sem želel povedati, ja, tudi Luka je na tisti tekmi potem v drugem polčasu prikazal boljšo igro v obrambi in tudi od njega, tako ko bomo Gorana potrebovali na 90%, na 100%, če bo le možno, seveda vsak igralec, tista zlajnana fraza, če tako rečem, 110-200%, ki matematično morda ni najbolj pravilna, se pogosto uporabi, vendar potrebno naši nosilci, naša reprezentanca bo šla tako daleč, kot bodo šli naši nosilci. Če so kje naše slabosti, če so kje pomanjkljivosti slovenske reprezentance, so seveda na naši klopi, med našimi rezervisti in to že spet ena izmed tem, ki so jo praktično od prve tekme naprej ponavljala. Ja, recimo tudi proti Hrvaški je naša klop kar konkretno izgubila dvoboj z njimi, mislim, da je bilo približno 20 točk razlike. Ne, 11. 11 točk, no potem je bilo pa na prejšnji tekmi 20 točk razlike. Proti Turkom smo za več kot 20, je naša klop, mislim, da za 25 točk izgubila proti turški klopi. Ja, recimo, in ravno tudi o tem. To je vzorec, ki se je ponavljal. Ja, in recimo zaradi tega so tudi govorili v prejšnjem podcastu, zakaj Randolph začenja tekme s klopi. Recimo, ampak kaj bi rad dodal pri Randolphu, nekaj, kar me je zelo fasciniralo pri njemu, dejansko, ko on skoči v obrambi, ko skoči v blokado, je tako dolg. Ne spomnim se, kdaj smo nazadnje imeli igralca, ki je tako dejansko izgleda ogromen, ko skoči v blok, ko skoči v blokado, dejansko izgleda tako. Ogromen zgleda zato, ker skoči visoko. Nisi vajen videti naših igralcev, visokih igralcev, ki bi visoko skakali. Ko dvigne roke, da bo blokiral, dejansko. Imeli smo višje igralce, vendar niti približno niso skočili tako visoko. Ja, izgleda tako ogromno in zastrašujoče. Dejansko nekoliko me spomnim na Whitesida, čisto tako slovenskega Whitesida, če lahko rečem. O tem so govorila, odličen bloker, dober bloker v obrambi in na drugi strani lahko zadane trojko. To je tisti unicorn element, tisti pogrešani element v košarki, tisto, kar zelo redki obvladajo, vendar vsa moštva potrebujejo, take igralce. Ja, pa recimo zdaj, v redu, zdaj naše tekme, to je zdaj šlo mimo, se pravi, pripravljene tekme so šle skozi, sedaj čakajo se še začetek Evropskega prvenstva in sva si nekoliko ogledala ta power rankings, jakostno lestvico pred začetkom prvenstva in nekaj, kar sta oba opazila, je bilo to, da FIBA Slovenije ne rangira tako zelo dobro, kajti FIBA ima na tej jakostni lestvici Slovenijo šele na 9. mestu in recimo na 8. mestu pred njimi je Gruzija. Ja, trenutno zadnja edicija te jakostne lestvice pred samim začetkom prvenstva, vendar med prvenstvom jo bodo seveda tudi spreminjali. Čeprav niso samo pripravljalne tekme vplivale na to jakostno lestvico, temveč tudi renome, sestava moštva, vse to so upoštevali, v kakšni meri ne vemo, vendar trenutno izgleda ta lestvica tako, da na prvo mesto rangirajo Špance, torej Za njih so Španci očitno prvi favoriti prvenstva, na drugem mestu so Srbi, na tretjem Francozi, nato na četrtem Hrvati, petem Grki, sledi na 6. Latvija, 7. Litva, nato Gruzija, to si že omenil, Gruzija na 8. mestu, pred nami na 9. mestu Slovenija, na 10. Turki, 11. Italijani, 12. Izrael, 13. Rusi in tako naprej. Seveda, morda mislim, da ni nobene reprezentance sedaj izmed teh, ki je nisva omenila na tej jakostni lestvici, ki bi se lahko na samem Evropskem prvenstvu prebila recimo med najboljšo že 8, kaj šele 4. Tako da tistih najboljših 8 moštev je tisto, kar naju najbolj zanima, vendar morda preden greva na tiste favorite prvenstva,
Konkretno Slovenija, slovenska, naša skupina, naša tekmovalna skupina, tekme v naši skupini. Blaž, če samo primerjava, torej, če vzameva spet to lestvico, so Francozi, ki so z nami v skupini na 3. mestu, Grki na 5. Potem so pa ostale reprezentance za nami. Finci, Islandci so potem za nami, Poljaki so za nami. Nekoliko so si tudi v skupini pogledala, kako so pripravljalne tekme igrali ti naši nasprotniki. Recimo Poljaki so odigrali 10 tekem, od tega so jih 6 dobili, 4 so izgubili. Recimo Francozi so dobili 5 tekem, 2 so izgubili, 1 so izgubili tudi proti Hrvaški, tisto na začetku. Potem recimo Grki niso bili prepričljivi, kajti Grki so dobili 4 tekme in 4 izgubili, ampak kar bode v oči je to, da so izgubili zadnje 3 pripravljalne tekme in vse 3 pripravljalne tekme so igrali doma. Govore seveda poškodba, sedaj delam v zraku narekovaje, Giannisa Antetokounmpa je močno udarila reprezentanco in neke novice prihajajo ven, da naj bi celo imeli težave tudi v slačilnici. Borussis naj bi se stepel z enim izmed soigralcev, oziroma stepel, morda ste se le malo bolj petrinila. Izmenjala si prijateljske udarce v glavo. Ja, vidim, da si še malo pod vtisom Mayweather-McGregor fajta. Skratka, in očitno pri njih v slačilnici zadeve ne klapajo tako, kot bi morale. S čemer pa nočem povedati, da Grki ne bodo nevarni na prvenstvu, kajti do tja je le še nekaj dni, verjetno se bodo usedli, pogovorili, probali razrešiti te spore. In pa še zadnja ekipa, ki je nam dejansko nevarna v skupini Islandcev, žal tja ne moremo šteti, so Finci. Finci so dejansko na pripravah dobili le 1 tekmo, 7 pa so jih izgubili. Finci bodo tako, če recimo rečemo, da Grki in Francozi so dejansko favoriti v naši skupini za prva 2 mesta, poleg naš seveda, recimo za prva 3 mesta, bodo Finci, mislim, da zelo neugoden nasprotnik za vse ekipe, za vse te favorite ekipe, favorite v naši skupini, kajti Finci znajo zelo dobro, predvsem so izjemno dobri strelci. Finci znajo iz tega vidika biti zelo nevarni, kajti če se grejejo, če ta njihova mikrovalovka zalaufa, lahko zadevajo trojke v serijah. In spomni se na slovenskem Eurobasketu, ko so naši igrali zadnjo tekmo tistega drugega dela skupin, tiste druge skupine, že naslednjega kroga, zadnjo tekmo, ki sicer ni odločala v ničemer več, so Finci zmetali ogromno trojk in na koncu zmagali za več kot 20 točk Slovenijo, tako da Finci so ekipa, ki bo nevarna vsem izmed teh treh. Seveda pa tudi ne gre pozabiti na Poljake, ki bodo zelo neugodni, čeprav nimajo svojih prvih 2 zvezdnikov, so lahko nevarni. Gortat in Lampe sta najboljša igralca. So lahko nevarni, ne, seveda o Grčiji pa Franciji pa mislim, da posebej ni treba izgubljati besed. Oboji sicer so nekoliko oslabljeni glede na prejšnjo. No ja, precej oslabljeni. Precej oslabljeni, se pravi, okej, rečeš precej oslabljeni, ampak gre vseeno za tako zelo kvalitetne reprezentance, da se mogoče manjko kakšnega zvezdnika vendarle ne pozna tako zelo, kot bi se recimo poznal slovenski reprezentanci. Ampak v njih mislim, da niti posebej ne rabijo izgubljati besed, kajti to bodo tekme, s katerimi bodo tudi Slovenci dodatno motivirani in bodo šli z njimi na nož. Saj v bistvu proti tem 2 nasprotnikom smo igrali že mislim, da celo na zadnjih 2 prvenstvih smo vedno igrali z Grki in pa s Francozi, sigurno pa smo igrali z njimi na Evropskem prvenstvu v Sloveniji, tako da jih tudi dobro poznamo, vemo tudi, kakšne so njihove kvalitete in tako kot sem že rekel na začetku, mislim, da bo boj na koncu za prva 3 mesta in seveda za čim boljšo pozicijo potem na nadaljevanju prvenstva v tistih izločilnih bojih bil med Slovenijo, Grčijo in Francijo, seveda pod pogojem, da te 3 reprezentance premagajo Poljsko, Finsko in pa Islandijo, ki pač vsaj glede na kvaliteto moštev bi se to moralo zgoditi, oziroma bi bilo veliko presenečenje, če bi katera izmed teh 3 reprezentanc izgubila tekmo proti tem, recimo temu spodnji polovici naše skupine. Ja, vsekakor bi bilo presenečenje, če bi recimo katera izmed teh reprezentanc premagala Slovenijo, Grčijo ali Francijo.
Tako da verjetno je bolj pomembno oziroma tisto ključno vprašanje, seveda med Francijo, Grčijo in Slovenijo, kdo bo zasedel prvo mesto. In tudi recimo o tem smo že govorila, ko smo govorila o nekih morebitnih kalkulacijah, namreč tudi to bo igralo določeno vlogo. Ne samo ni nujno, seveda potrebno, da bo morala Slovenija zavzeti prvo mesto v skupini, ker bo potrebno gledati tudi potem na nadaljne pare seveda v skupini oziroma v drugem delu tekmovanja in potem poskušati poiskati čim bolj ugoden par, če se le da vplivati na to. Vemo seveda, da je to stvar, ki nas je opekla že na mnogih prvenstvih v preteklosti, namreč na zadnjih 3 prvenstvih smo vedno izpadli proti kasnejšemu prvaku in verjetno bi bilo fino, da bi se sedaj poskušali izogniti tistemu prvemu favoritu prvenstva. Enemu se bomo, ne, Franciji. No, Mislim, govorimo o izločilnih bojih, kajti s Francijo se načeloma potem ne bomo več srečali do... Tudi z Grčijo, vendar zdaj seveda vprašanje, ali Grčija in Francija sodita med te ožje favorite za naslov. Na nek način sta to 2 moštvi, ki skoraj da na vsakem prvenstvu avtomatično, ne glede na to, s kakšno postavo pridejo na prvenstvo, jih moraš uvrstiti vsaj v tisti širši krog favoritov, nedvomno, vendar pogosto tudi že spet, ne glede na to, s kakšno postavo pridejo, tudi morda sodijo v ožji krog favoritov. In recimo tudi Francozi, ki bodo na tem prvenstvu igrali brez res ključnih igralcev na zadnjih ne samo 2, 3, 4, 5 prvenstvih, no ja, z izjemo Goberja, vendar Parker je bil tisti, ki je vendar ki je 15 let brez enega samega izpuščenega Eurobasketa neprekinjeno igral za francosko reprezentanco in tudi razmišljal o tem, da bi se letos poslovil na letošnjem Eurobasketu, predtem seveda njegova poškodba dokončno preprečila kakršnekoli. Ja, in se je potem tudi upokojil iz reprezentance. Ampak kar je zanimivo, recimo na drugi strani, čisto tako kot zanimivost, pa Parker ni odigral čisto nobenega svetovnega prvenstva. Igral na vseh Eurobasketih, vendar ni nikoli igral na svetovnem prvenstvu, vendar zanimivost, v katero se ne bova sedaj spuščala, vendar ja, Parker in seveda Gobert, Batum so 3 igralci, ki so bili v zadnjih 2, 3 ciklusih ključni igralci francoske reprezentance, ki so bili ključni pri vseh teh uspehih francoske reprezentance v tem obdobju. Tudi Kozer, recimo eden izmed igralcev, ki ga bodo nedvomno pogrešali, je novi igralec Dončića v Real Madridu, je eden izmed igralcev, ki bi lahko bili zelo koristni, tako da francoska reprezentanca bo na tem evropskem prvenstvu nedvomno pogrešala ključne igralce. Na drugi strani si že omenil Grke, Antetokounmpa, o tem sva že govorila, to je bila tudi tema prejšnjega podcasta, kjer sva malce bolj podrobno spregovorila o težavah, ki jih seveda imajo evropske selekcije z njihovimi NBA igralci, in to je nekaj, čemur bova v prihodnosti nedvomno posvetila še nekaj časa. Podcast 2, 3 ali pa morda še več, imam občutek, da bo to tema mnogih podcastov v prihodnosti, ker je recimo vsaj v primeru Antetokounmpa zelo očitno Milwaukee posredoval in mu prijateljsko prišepnil, sugeriral, poglej, naslednjo sezono bo tvoja plača iz, mislim, 2-3 milijonov poskočila na tam 25-26 milijonov dolarjev na sezono. Zato je dobro, da prideš na začetek priprav zdrav in pripravljen. Seveda, če bi pa igral za reprezentanco, to pa še tudi ena stvar, ki vse se morda ponavlja v nekaterih stvareh, vendar nekateri podcaste šele prvič slišijo od tega in zato lahko le povabiva poslušanju zadnjih, vendar tudi recimo začetek NBA lige bo letos prestavljen za 2 tedna, tudi priprave klubov se bodo začele 2 tedna prej, kar seveda pomeni, da bodo igralci, te NBA igralci, morali takoj po končanem Eurobasketu potovati v Združene države, kjer se bo verjetno dan, 2 ali najkasneje 3 po zadnji odigrani tekmi na Eurobasketu, kjer se bodo že začele priprave in seveda priprave v NBA ligi so zelo intenzivne in še posebej recimo pri Mijaviju sva omenjala za Dragića, da mnogi spustijo dušo, po domače povedano, na teh pripravah in zato sva seveda tudi debatirala že o tem, koliko ima recimo Goran je
Če se vrnemo samo še na to temo malce, ne da so zaključila temo, vendar tudi Goran je nekaj dejal o tem, da mu pač ta Eurobasket služi kot priprave na sezono in zato je seveda izjemno pomembno to tempiranje forme. Spomni se, da dejansko njegove najboljše sezone so vedno prišle po evropskih oziroma po velikih tekmovanjih. Recimo tista sezona v Phoenixu je odigral, se pravi, to je bilo ravno takrat po Eurobasketu, v Sloveniji je odigral, v bistvu dejansko imel najboljšo sezono v karieri. Recimo letos je primerljiva s tisto. Tudi lani recimo je igral kvalifikacije in potem prišel zelo dobro pripravljen v NBA ligo. Tako da, najslabšo sezono v zadnjih 4-5 letih je imel pravzaprav edino leto, ko ni igral za reprezentanco. Seveda je to povezano tudi z drugimi faktorji. Takrat je bil 3., 4. opcija šele v moštvu tisto sezono. Povsem pravzaprav samo postranski igralec v napadu, ki sta ga vodila Wade in Bosh. Zato seveda tudi posledično pade statistika, tudi če bi zadev vse mete, bi takrat bila še statistika slabša. Ko smo že govorili o manjkajočih igralcih in seveda o manjkajočih igralcih, ki bodo vplivali na sam potek celotnega prvenstva in potem seveda sam potek tekmovanj v naši skupini, sem omenjal seveda, kdo pogreša Francoze. Grki, ne samo, seveda Grki so to celotno selekcijo sestavljali okoli Janisa, okoli Antetokounmpa, potem, ko sta se seveda Spanulis in Zizi upokojila, je to bil zdaj tisti centralni igralec te reprezentance in tudi zaradi tega je ta zdaj njegov odhod velik udarec in tudi verjetno te pripravljalne tekme so pokazale, da bodo imeli velike težave Grki, da bodo imeli resne težave tudi na Evropskem prvenstvu, čeprav druga plat tega istega kovanca je pa seveda to, da včasih taki odhodi lahko na reprezentanco vplivajo tudi pozitivno v takem smislu, da igralci stopijo skupaj, da poskušajo pokazati tisti pravi karakter in da dajo tistih matematično nemogočih 110%. Ja, recimo, poglej Srbe. Srbi recimo po vseh odpovedih, po vseh poškodbah, ki so jih sedaj dobili, niso izgubili pripravljalne tekme, kaj igrali so zelo dobro, večinoma so tekmece premagovali za več kot 10 točk in se dejansko, vsaj na pripravljalnih tekmah, ni nikjer poznalo, da bi imeli manjko, recimo Teodosiča, manjko Radulice, še marsikoga drugega, tako da... Odigrali so enega izmed bolj uspešnih pripravljalnih ciklusov, nedvomno in to brez številnih nosilcev. Ja, in dejansko v bistvu delujejo še bolj povezani, še bolj enotni in morda je ravno to in eden izmed receptov, zakaj recimo te odhodi njih niso zbili z tega trona, če lahko rečemo na narekovajih, favoritov za medalje. Morda bodo sedaj še celo nekoliko bolj nevarni, kot bi bilo drugače, kajti vemo, da že na splošno srbska reprezentanca slovi kot ena izmed bolj enotnih reprezentanc, ne samo v Evropi, tudi na svetu. Tako da, recimo, če se mogoče malo dotakneva tega širšega seznama favoritov za medalje, nekaj sva se malega pogovarjala, Španci definitivno spadajo v tisti ožji krog favoritov za medalje, Francozi, tudi Srbija, kot sva sedaj rekla, recimo, potem pa pridejo na širši seznam, pridejo recimo Litva, Grčija, Slovenija, Hrvaška, recimo Turčija, ki sicer poimensko morda nima tako zelo dobre reprezentacije, kot jo je imela v prejšnjih letih, to da še vedno igrajo doma. Še vedno gre za kvalitetno reprezentanco, še vedno gre za dobre košarkarje, tako da mislim, da tukaj vsaj moj ta seznam bi bil nekako tukaj. Potem pa morda bi lahko znala presenetiti, morda ne čisto v boju za medalje, to da znala bi nekoliko presenetiti Latvija in pa Rusija. Rusija ima tudi zelo na papirju, zelo homogeno, zelo uravnoteženo ekipo in tudi Rusi bi znali morda se vmešati v boj za medalje oziroma iti daleč na prvenstvo. Kaj ti misliš? Ja, na pripravljalnih tekmah tudi oni niso ravno navdušili, ampak ravno to, kar si dejal, imajo recimo, glede na to, da se ves čas vrtiva okoli te teme manjkajočih igralcev, poškodovanih ali drugače manjkajočih iz drugačnih razlogov, Rusi imajo uigrano ekipo, ki je precej nespremenjena. Njihovi glavni nosilci so v moštvu, Šved, Moskov igrajo, tudi roleplayerji so nespremenjeni.
Tako da ja, morda so lahko ena izmed teh reprezentanc, ki bi na tem Eurobasketu, oslabljenem, vse čas ponavlja v Eurobasketu, lahko recimo presenetili v navednicah ravno zato, ker težko je reči namreč, da bo na tem Eurobasketu nekdo presenetil glede na to, kdo vse manjka. Ti si sicer rekel, ja, ta homogenost, o tem sva nekaj spregovorila že, da lahko to moštvo tudi na nek način bolj združi. Ravno taka težave seveda vsako enoto, tudi v vojski, ravno težave bolj združijo igralce, združijo vojake, zbližajo in lahko potem igrajo, dajo več na parketu. To je vsekako res, s tem se strinjam, to so oba dva poudarila, ampak na drugi strani je pa košarka tudi šport, kjer lahko en igralec izjemno vpliva na igro. Recimo več lahko en zvezdnik naredi individualno v košarki, kot recimo v nogometu. Ja, definitivno. Ponavadi je košarka je šport, kjer ponavadi favorit na koncu tudi zmaga. Tudi če ti nekako prilagodiš taktiko. To je že druga tema, v bistvu, kdo zmaga, ampak govorimo o posameznih igralcih. Ja, ampak hočem bolj povedati v tem smislu, da pač dejansko na koncu, če je neka ekipa na nasprotni strani kvalitetnejša na papirju, načeloma se to potem pokaže tudi na igrišču. Recimo v nogometu lahko ti nekako s taktiko pa bunkerjem preprečiš boljši ekipi, da te premaga, v košarki je to precej težje. In individualna kvaliteta zato igra seveda toliko večjo vlogo in mi premoremo individualno kvaliteto, ki jo druge reprezentance ne premorejo. Zdaj omenjala sva našo slovensko kratko klop, to bo eden izmed primerov, namreč mi pa ne premoremo določene kvalitete na klopi in kot si že tudi sam omenil in kot sva že govorila, zato seveda Randolph. To sva se spraševala predtem, ali bo Randolph, ali je to stvar nekega taktičnega uigravanja, da Randolph v igro prihaja s klopi, da ni na nobeni tekmi začel v prvi peterki z Dragićem in Dončićem, temveč vse tekme, ker so vsi trije nosilci igrali, v igro prišel s klopi. Očitno je taktična rešitev Kokoškova, da ojača klop, ravno ta, da bo očitno Randolph v igro prihajal s klopi in na položaju krilnega centra tekme, morda, kot kaže, zaenkrat, morda nas bo potem vse presenetil Kokoškov. Vendar je čudno, da nobene tekme ne začneš v postavi, s katero bi potem začel na Evropskem prvenstvu. Ja, vendar po drugi strani je pa morda to tudi ta taktična zamisel, da imaš potem na igrišču vedno dva nosilca, kaj ti začenjaš tekme z Dragićem in pa Dončićem, potem gre eden izmed njiju dveh na klop, narediš manjšo menjavo, pride Randolph, potem recimo na igrišču ostaneta Dončić Randolph, potem Dragić Randolph in potem se ponovno zamenja, potem vrstni red ponovno zamenja in posledično imaš vedno imaš potem na parketu dva izmed svojih najboljših treh igralcev, kar pa je dober recept za uspeh potem kasneje, ne? To bo seveda in to bo ravno potrebno zaradi te kratke klopi, ki jo ves čas omenjava, bo zelo potrebno, bodo pametne rotacije igralcev v in iz igre izjemno pomembne, predvsem seveda tudi zaradi tega, da se ne utrudijo te nosilci. Bova videla, ali bo kdo izmed naših roleplayerjev, igralcev, sklopi, rezervistov dal kaj več na Evropskem prvenstvu. Ravno to sem želel reči. Mene je recimo na tej zadnji tekmi, ko se je po poškodbi vrgel Vlatko Čančar, se mi zdi, da bi on lahko bil ta naš tako imenovani X-faktor sklopi. Mislim, da je odigral zelo dobro. Sicer statistika kaže, da je z njim na parketu smo sicer izgubljali tekmo, ampak se mi zdi, da je dal nekaj več, da ima tisto neko potezo več napram recimo Prepeliču, Blažiču, tako da mislim, da bi bil lahko dejansko on ta naš, ki bi lahko eksplodiral na Evropskem prvenstvu. Morda, ampak jaz sem bolj mislil v smeri Muriča, Prepeliča, torej teh bolj izkušenih. Ja, vendar jaz mislim, da ona dva svoje bosta že dala. Potrebujemo morda še enega in ravno Čančar bi bil tisti nova opcija. Vprašanje je, kaj misliš tem, da bosta svoje dala? Zdaj, recimo na pripravljalnih tekmah
nista vedno dala tega svojega, čeprav zdaj seveda vprašanje je, kaj je to, ravno zato sem te vprašal, kaj je to svoje. Murić vedno je z energijo igral v obrambi, nikoli ne popušča, ni se bati za njegovo željo, voljo, energijo, za tega se ni treba tudi za Prepelića, saj ne dvomimo v motivacijo. Ampak kaj je določen igralec v določenem trenutku sposoben in Čančar, pravzaprav Čančarju sva midva govorila že takoj potem, ko se je poškodoval, sva ga na tistih prvih podcastih sva ga celo omenjala kot enega izmed potencialnih nosilcev, tako da to ni nobeno presenečenje in nič novega. Midva sva Čančarja omenjala skupaj z Randolfom, Dragićem in Dončićem kot tistega, ki je na začetku priprav, ko je igral, pokazal absolutno največ, o tem ni nobenega dvoma. Tudi na tej zadnji tekmi je pokazal, zakaj je bil izbran na draftu v Ligi NBA. Pač jaz osebno priznam, da ga lansko sezono nisem veliko gledal in me je pozitivno, res me je pozitivno presenetil. No, jaz sem ga v Megi več gledal in sem opazil njegov napredek, je bil viden, seveda tudi večje število minut in eden izmed razlogov, zakaj je odšel iz Olimpije, vendar že spet to je morda tema za kdaj drugič, vendar je opazno napredoval med sezono. Seveda igralni čas je eden izmed razlogov, da je tudi napredoval, ker vsekakor gre za talentiranega igralca in seveda ja, njegova poškodba je zagotovo tudi malce vplivala na to, kar sva se seveda spraševali, kako bo naše moštvo uigrano. Tekma proti Hrvaški je pokazala, da je moštvo uigrano res v napadu, Kokoškov vedno navduši z celotno serijo različnih akcij vseh vrst, resnično vidim domiselne akcije, igralci prihajajo, tisto kar je glavno, igralci prihajajo do neoviranih metov. Tisto, kar lahko trener naredi s tem, ko nariše akcijo, je to, da svoje moštvo pripelje do neoviranega oziroma do čim boljšega meta. In Kokoškove akcije pripeljejo do neoviranih metov za naše igralce? Definitivno in napad bo nekaj, kar bomo lahko občudovali na Evropskem prvenstvu. Vendar niso zadeli teh neoviranih metov, zaradi tega ga bomo lahko občudovali, če bo seveda realizacija teh akcij, ki jih Kokoškov nariše, bodo seveda morali realizirati, pokazati večjo učinkovitost in to je bil seveda problem. Dragićeve trojke, Dončićevi prosti meti, vse to je stvar koncentracije, stvar mehanike, motorike, vaje, oba igralca, recimo, ravno zato sem bil rahlo presenečen nad res slabimi odstotki, recimo teh dveh igralcev, njunih metov za prostih, seveda v primeru Dončića in trojk v primeru Dragića, zato ker sta oba namreč med lanskimi sezonami bila zelo uspešna, Dončić pri prostih metih, Dragić pri trojkah iz večje razdalje. In zato seveda pričakujemo od obeh izboljšanje v tem pogledu na samem Eurobasketu in to, da se vrneva na tisto temo, ki sva jo morda naredila tak majhen detour, obvoz, vendar na tisto temo, ki sva jo začela predtem, namreč ravno to, da tisti nosilci v košarki, glavni igralci, imajo v košarki precej večji vpliv kot v drugih športih. In zato sem jaz recimo temu zmeren optimist pred tem Eurobasketom, ker imamo na treh položajih igralce, ki so sposobni konkurirati za najboljšo peterko prvenstva. Goran Dragić, Luka Dončić in Anthony Randolph. Če bodo vsi ti trije igralci, to sem že nekajkrat ponovil in to je nekaj, v kar vsekakor verjamem, če bodo ti trije igralci na Eurobasketu igrali tako, kot so igrali na najboljših tekmah lansko sezono, če bodo ujeli tisto pravo formo, seveda, vendar še enkrat, če bodo tako igrali, potem mislim, da je to moštvo sposobno se resno umešati v boj za medalje. In ravno recimo, ko govoriš, če bodo dali to maksimum, ravno to sem razmišljal. Jaz verjamem, da bo naša slovenska reprezentanca skozi prvenstvo rasla. Mislim, da bodo iz tekme v tekmo boljši in mislim, da temu bo pripomoglo nekoliko tudi to, da imamo relativno lahek začetek prvenstva. Poljska je prva tekma,
Mislim, da se šele v tretjem krogu srečamo z Francozi, tako da... Slovenija igra uvodno tekmo prvenstva proti Poljski rahlo neugodnem času, to je morda lahko. Ja, neugoden čas, ampak kot je tudi Murič povedal, na to so vsi profesionalci, na to se bodo navadili, ura bo enaka za obe reprezentanci, tako da, čeprav spomni se na zadnje, ko smo igrali ob neki čudni uri, je bila takrat tista tekma pod Zdovcem proti Latviji, ko naši se niso zbudili na tisti tekmi. V osmini finala zadnje evropsko prvenstvo, vendar tista tekma je bila tudi, mislim, da manj kot 24 ur po zadnji tekmi v skupini. To je res. In seveda na tistem evropskem prvenstvu smo bili brez Dragića, Vidmarja, tudi Muriča ni tam bilo, tako da brez številnih ključnih igralcev in nosilcev te reprezentance. Tako da je seveda tisti poraz bil, vendar na drugi strani tudi Latvija, ko si omenil recimo Latvijo, enega izmed teh tihih favoritov, Latvija na tistem prvenstvu brez Porzingisa, tako da Porzingis pa bo, zato pa je seveda Latvija tudi eden iz morda teh tihih favoritov, tihih v širšem krogu, seveda, ki si jih ti omenil. Vendar tisti stari zaenkrat, če pogledava recimo tisto sliko in potegneva črto pod tistimi glavnimi favoriti, o katerih sva nekaj že spregovorila, ti si izpostavil tistih recimo 8 reprezentanc, ki bodo morda na tem prvenstvu med najbolj resnimi favoriti za medaljo. Problem tega Eurobasketa je seveda ravno to najna ponavljajoča se tema manjkajočih igralcev. Vsi ti izostanki bodo namreč močno vplivani na ta Eurobasket in ja, zato so napovedi zelo nehvaležne. Krog kandidatov za medalje, tako kot si tudi dejal, ni še nikoli bil tako zelo širok kot morda letos. Tista mantra, ki bi jo jaz ves čas ponavljal našim igralcem naše reprezentance je, če ne letos, kdaj pa. Po tem evropskem prvenstvu se bo poslovil Goran, se bo poslovil Vidmar, ne glede na kritike, ki jih nekateri že spet nadigro na pripravljalnih tekmah, na kritike, ki letijo morda na Vidmarja, je on še vedno precej boljši center od kogarkoli, seveda, Dimca ali pa kogarkoli, no, z izjemo Omića, kogarkoli. Ja, z Omićem sta že tam. S tem, da je Omić precej mlajši in bo verjetno do naslednjega velikega tekmovanja še napredoval. Vendar seveda mesto je samo za enega naturaliziranega igralca, za Omića in Randolfa skupaj ni prostor v reprezentanci. Ja, to je pa sedaj tudi vprašanje. Zato bo verjetno Dimec na naslednjem evropskem prvenstvu, če se Vidmar res upokoji in glede na to, da je že dal 2 zelo težki poškodbi čez v svoji karieri, je povsem seveda razumljivo, da se želi upokojiti v tem, recimo temu, relativni mladosti še, reprezentančno upokojiti seveda, vendar z njim in seveda tudi predvsem z Goranom Dragićem mi takega organizatorja ne bomo nadomestili verjetno. Povsem možno je, da neka generacija mine, preden... Morda nikoli. Takega organizatorja, in zdaj morda bodo nekateri rekli, da je Luka organizator, govorimo o igralca na položaju številka 1. Luka ne bo, to sva pa tudi že spregovorila, Luka ne bo igral na položaju številka 1, on bo vsekakor playmaker, bo organiziral napade, razigraval ekipo, vendar zato ni potrebno igrati na položaju številka 1. V današnji moderni košarki so morda najbolj koristni ravno tisti playmakeri, ki lahko razigravajo, organizirajo napade iz položajev za visoke igralce. In to je tista glavna prednost Luke. In zato, kot smo tudi videli, recimo letos v reprezentanci, vedno tudi, kadar ni Gorana v igri, je ponavadi zraven Luke vedno še en organizator, ki prenaša žogo. Zakaj bi Luko po nepotrebnem utrujali s tem? Že tako je seveda tudi kondicija ena izmed stvari, ki jo on, zaradi katere tudi prihaja do teh lukenj v obrambi in seveda kondicija povezana z njegovo mladostjo, z njegovo starostjo in vsem. In zato bo izjemno pomembno na samem Eurobasketu, da bomo pokazali tisto pravo igro. Ja, hotel sem samo še reči, da recimo Kokoškov, on je NBA trener, ne? In dejansko tukaj se lahko vidi, ko je postavil Luko na trojko,
je že morda nekoliko nakazal, kje ga bodo uporabljali tudi v Ligi NBA. Midva se spomniš v tistem prvem podcastu, ko sva nekako probala izluščiti, kaj bi bila najna 12-terica. Sva se takrat spraševala ravno okoli tega, kje bo igral Luka, ali bo igral na položaju 1, bo igral na položaju 2 ali bo igral na položaju 3. Sedaj se je pokazalo, da bo igral na položaju 3. In ravno to, skotel sem samo toliko reči, da se kaže, kje bo tudi potem, ko bo prišel v Ligo NBA, kje bo njegovo mesto. Njegovo mesto bo sigurno na krilu in bo dejansko upravljal podobno vlogo, kot jo igra recimo LeBron James, pa ne govorim sedaj, da je Dončić LeBron James. Point forward je njegov položaj. Ja. Se pravi, igralca, ki igra na krilu in lahko organizira napad, tako da. Ja, zato vsekakor Luka je prihodnost naše reprezentance, vendar Luka verjetno nikoli ne bo več igral s takim igralcem, kot je Goran. Upajmo, da bo igral še s takim igralcem, kot je Randolph, da to ni edina, zadnja, prva in edina Randolphova reprezentančna akcija. To bo namreč tudi potem pokazalo, ali se je splačala ta naturalizacija, glede na to, kako bo to vplivalo na Omića, na že omenjenega Omića, o katerem sva midva že precej spregovorila in si zasluži, tudi on si je zaslužil to, da sva ga omenila. Tako da ne vemo, kaj prinaša prihodnost. Vsekakor imamo nekaj talentiranih igralcev, seveda to so vse še igralci, pri katerih ne vemo, kako se bodo odrezali v članski konkurenci, kako bo napredoval njihov razvoj, ali bodo na koncu poprečni evropski igralci, ali bodo naredili tisti presežek s tistimi talenti, ki niso tako izvenserijski, kot je seveda Luka, so napovedi precej bolj nehvaležne in tudi težje. Zato seveda, če se vrnem na tisto mojo glavno poanto, ja, kdaj pa, če ne letos? Kdaj pa, če ne bomo letos osvojili naslova? Mislim, da potem naslova, vendar medalje vsaj. Mislim, da če ne letos, bo zelo težko vsaj naslednjih 10 let, ker preprosto ne bo več takih igralcev v reprezentanci, kot sta Randolph in Goran, in kot sva rekla, seveda v košarki te individualno en igralec pomeni ogromno, en zvezdnik, en nadserijski, izvenserijski igralec pomeni precej več, kot recimo morda v nekaterih drugih moštvenih športih, in mi imamo sedaj 3 izvenserijske igralce, kakršne v reprezentanci še nismo imeli. Morda bo nekdo rekel, pa sej bil Smodiš na vrhuncu boljši kot recimo Randolph sedaj, ali morda je bil, ne vem, nekdo Nahbar boljši kot Dončić. Ja, tako, morda na vrhuncu, no ja, morda ne to, ampak morda kot Randolph, ker pri teh letih zagotovo nihče ni bil boljši kot je Dončić pri 18. Vendar predvsem tak stil igralca, takega igralca, ravno to, kar si ti omenil, njegova višina, dolžina, tako skočnega igralca na visokem položaju, ki se ravno ujame s tem konceptom in idejo, stilom igre, ki ustreza Goranu in Luki, tako komplementarne in dobre ekipe oziroma trojice skupaj, tako dobre velike trojice še nismo imeli, ker namreč tudi, govorim tudi o tem trenutku, da bi v določenem trenutku imeli 3 take igralce na 3 položajih, ki so sposobni prikazati tako igro oziroma ki imajo te specifične določene kvalitete, tega v reprezentanci še nismo imeli. Letos, omenila sva ves čas, že večkrat, vse te manjkajoče igralce in reprezentance bodo oslabljene, veliko je seveda na turnirju, napovedovati medalje je vedno nehvaležno in morda celo neumno, ker nikoli ne veš, kako se bodo reprezentance vnaprej križale, ali bo prišlo do kakšnih poškodb. Izjemno veliko število reprezentanc je sedaj izjemno izenačenih, izjemno in vse izjemno je zelo izenačeno. Tista mantra sedaj še toliko bolj pride do izraza, da vsakdo lahko premaga vsakogar. Tako, še posebej v tem krogu teh 8, 9, širšem krogu favoritov, katerega sodi teh 8 ali 9 reprezentanc. In seveda je Slovenija tukaj zraven in nedvomno je tisti prvi cilj, četrtfinale, v to pravzaprav ne dvomim. Mislim, da bi samo popoln razpad sistema, razpad kemije znotraj moštva lahko pripeljal do tega, da se ne bi uvrstili med najboljšo 8-erico, čeprav bo tudi v osmini finala seveda lahko naletiš na neugodnega nasprotnika, to nikoli ne veš, vendar ne glede... Recimo se ti nekoliko zalomi, si četrti v skupini, naletiš na prvega iz kakšne druge skupine, recimo na Španijo, ne?
Vsekakor, vendar si mi seveda ne smemo privoščiti in morda samo še umestna dodatna nota, ravno to, glede na to uvrstitev v skupini se seveda lahko križaš povsem vsako reprezentanco in lahko šele potem na kasnejših tekmah uvodnega kroga v skupini, tekmovanja v skupini lahko morda šele začneš s kalkulacijami oziroma preračunavanjem in to bo seveda potrebno. Nedvomno bo potrebno tudi gledati za naprej, vendar Slovenija more priti v četrtfinale. Jaz mislim, da more priti tudi v polfinale na tem, da premoremo to individualno kvaliteto in tukaj bo pomembno vse to, kar sva govorila, seveda rotacije, primerno odmerjanje minut, to, da bosta vedno dva dobra playmakerja na parketu, da ne bodo naši nosilci utrujeni in da bomo na prvenstvu videli nek presežek od vseh teh igralcev, ti si morda omenil Čančarja, od teh mlajših med te, niti ne vemo pravzaprav, kdo bo še v tej končni skupini. Še vedno ni selektor Kokoškov naredil zadnjega reza, še vedno je, lahko izpade, ali bo to Rebec, ali bo to Nikolić, ali bo to Lapornik morda celo. Vse je možno, tega še ne veva. Ja, te trije so, ampak mislim, da je Nikolić kar varen. Mislim, da bo na koncu končna odločitev padla na Repca oziroma na Lapornika. In jaz se s tem strinjam, tudi glede na potrebo, ki jo imamo na določenih položajih. To bo vsekako res, vendar mislim, da tudi te igralci ne bodo tisti, ki bodo delali določene presežke in ki bodo lahko recimo resno vplivali na končni izid naše reprezentance, vendar Prepelič, Blažič, Murić, tisti bolj izkušeni v naši reprezentanci, mislim, da bodo tisti, ki bodo morali pokazati na Evropskem prvenstvu nekaj več, če bomo želeli biti uspešni, vendar ja, mi bomo odšli tako daleč, kot nas bodo odpeljali na prvem mestu Goran Dragić, na drugem in tretjem pa Luka Dončić in Anthony Randolph. Če bodo te trije... Na četrtem mestu pa vsi ostali. Tako, na četrtem mestu upajmo, da vsako tekmo nekdo drug, da bo nekdo drug dal tisti in da bodo naši najboljši tudi najbolj konstantni in da bomo lahko na njih računali vsako tekmo, čeprav vemo, da prav vsake tekme na prvenstvu ne bomo morali. Tudi vsi MVP-ji vseh preteklih turnirjev, prvenstev, olimpijskih, svetovnih, eurobasketov so vedno na vsakem turnirju odigrali, imeli slabo tekmo in tudi naši nosilci bodo imeli, upajmo, da ne isto in upajmo, da ne bo prišla slaba tekma za vse tri nosilce v drugem delu tekmovanja in upam, da nisem zdaj Jinxal, česa? Tako upam, da nisem izzval usode sedaj in da se bo na koncu prav to izgubilo, če se že mora zgoditi, take tekma se naj zgodi v pretekmovanju, vendar ravno to so vse tiste malenkosti, ki vplivajo na rezultat, na končni rezultat v turnirju. Tudi dnevna forma, točno to, kar si sedaj povedal. Ne? Tako, zato so napovedi nehvaležne, vendar jaz bom potihem napovedal vendarle na tem prvenstvu kolajno in se priporočil športnim bogovom. Kaj pa ti, Blaž? Morda še ti končno napoved? Moja končna napoved je definitivno četrtfinale, potem pa je borba za medalje odprta. Dejansko, tako kot si rekel, potem je odvisno vse od teh kalkulacij, s kom se križaš. Četrtfinale je zelo ziheraška napoved. Ja, jaz sem ziheraš. Ali napoveduješ potem četrtfinale, se pravi, bomo izpadli v četrtfinalu? Ja, ne rad stavim, tako da ja, četrtfinale je moja ziheraška napoved. Mislim, da nažalost se nam je že prevečkrat zgodilo, da ravno to četrtfinale je bilo pri nas vedno tisto usodno, tako da najme najini poslušalci popluvajo. Mislim, da četrtfinale bo naš domet letos. Ne govorim glede na individualno kvaliteto in tako naprej, da ne bi mogli iti dlje. Mislim, da lahko gremo glede na individualno kvaliteto, kot ti napoveduješ medaljo, tudi sam sem mnenja, da lahko gremo na medaljo, vendar nekako ne vem, no morda, ja, jaz napovedujem četrtfinale in tam tam bomo izgubili Španijo ali pa Francijo, ki bo na koncu potem prvak, tako kot je ponavadi kar že značilno za slovensko reprezentanco, da izgubimo proti končnemu prvaku, tako da moja napoved je četrtfinale. Torej ti napoveduješ potem finale Španija-Francija ali... Ne, napovedujem, da tisti, ali bomo dobili Špance ali pa Francoze v četrtfinalu, tisti bo na koncu prvak. No, kdo bo pa potem v finalu igral? Torej ja, Španija in pa Francija sta moja dva favorita za finale. Tvoja?
Ja, torej jaz moram odgovoriti na vprašanje, proti komu bo Slovenija igrala v finalu. Proti Hrvatom morda. Vsekakor menim, da so Hrvati tudi eni izmed teh, ki bi jih jaz morda na tem evropskem prvenstvu dal celo malce više kot med te v to skupino v to širšo skupino favoritov. Jaz mislim, da so Hrvati tudi ena izmed teh reprezentanc, ki lahko na tem prvenstvu poseže po medalji. Že spet, zdaj sva omenila pravzaprav ogromno reprezentanc, ki bi lahko presenetile od Rusov, Latvijcev, sedaj Hrvate, tudi Hrvaška. Ne, da so Hrvati na nivoju Rusije in pa Latvije. Ne, vendar to so reprezentance, ki lahko presenetijo. Mislim, da je Hrvaška ena izmed tistih, medtem ko lahko recimo Latvija ali Rusija morda posežejo tja do polfinala. Mislim, da je Hrvaška ena izmed tistih reprezentanc, ki bi jo lahko letos videli celo v finalu. Mislim, da so zelo dobro igrali, sicer malce imajo težav na položaju organizatorja, predvsem zaradi tega, ker Ukić skozi celotne priprave ni igral, vendar brez tistega, ki ga ni, se mora in na prvenstvu bo že nared. Tako da bo igral in to bo še nek dodatni faktor, ki bo nekako vplival na igro, upajmo, da pozitivno. Jaz mislim, da bo nekaj dodal, še zagotovo bo dodal. Zato mislim, da so Hrvati eni izmed teh tihih favoritov za finale in mislim, da so Španci, glede na to, tudi v tem so govorila in se precej ponavljava, ker so seveda že od samega začetka, pravzaprav že na samem začetku najnih Eurobasket vodičev sva neke napovedi naredila oziroma dala in neke domneve potegnila, pač neke teze, ki se niti niso spremenile med temi pripravami in niso precej vplivali kljub vsemu temu pomankanju igralcev. Razširil se samo morda krog favoritov in možnosti naše reprezentance in nekaterih drugih reprezentanc, da naredijo odmeven rezultat, so se še malce izboljšale. Vendar v tistem samem vrhu pa ja, mislim, da Španija, izkušena veteranska ekipa, ki obvlada FIBA košarko z renomejem, ki ga imajo Španci pri sodnikih, tudi to se ne sme pozabiti na Eurobasket. Na drugi strani igrata oba brata Gasol, tako da to je velik plus za to reprezentanco. Famozni Lamonika ne bo sicer več sodil, se je že upokojil na srečo naših ljubiteljev košarke, vendar še vedno je v evropski košarki precej Lamonik, ki radi stopijo in odigrajo glavno vlogo in ponovadi to glavno vlogo, seveda s to glavno vlogo ponovadi pomagajo tistim malce bolj favoriziranim reprezentancem, ki v blagajno FIBE prispevajo nekaj več denarja. Tako, bodi to dovolj za ta podcast. Vrneva se čez nekaj trenutkov, da se posloviva in zaveževa pentljo pod današnjo epizodo. Blaž, rekel si, da bova zavezala pentljo, zato izvoli, zaveži pentljo. Povedala sva dejansko najne favorite, najne napovedi. Naslednji podcast bo sledil kot krajša analiza uvodne tekme slovenske reprezentance proti Poljski, se pravi v četrtek tam proti večeru. Tako bo po vsaki tekmi skupinskega dela, potem pa bo po končanem tem prvem delu tekmovanja sledil tudi en daljši podcast, kjer bova ponovno pogledala situacijo, s kom se lahko Slovenci križajo in tako naprej, kakšne bodo naše možnosti za naprej. To bi bilo to, kar se tega tiče. Še ti kaj? Ne, morda, Blaž, samo za konec, še enkrat na hitro vsi naslovi, kjer so dosegljiva in... Seveda, spletna stran sportinfo.si od srede naprej, potem NBA Slovenija, Facebook in pa seveda Twitter sportinfo.si, vabljeni, da naj jo followate. Sledite, tako, mama ti je slavistka, se ti pozna. Moja mati je slavistka. Res je, Blaž. Zato naj bo to dovolj za tokratni podcast in vse, kar nama preostane, je, da zaželiva vsem najnim poslušalcem veselo navijanje, spremljanje uvodne tekme na Eurobasketu. Naši reprezentanci seveda, da ostane zdrava do samega začetka in potem tudi na Eurobasketu. Potrkal sem še po glavi, ne vem, če se je slišalo, to je tisti pravi les ravno v glavi. Zato po tisti uvodni tekmi seveda reakcijski podcast z natančno podrobno analizo srečanja proti Poljski. Do takrat pa
prijeten teden, uživajte na tekmi in Adijo.